Danes govorim še o eni zelo pomembni stvari in sicer o make-upu. Samo za ženske? Ja, ne, ni samo za ženske, tudi moški potrebujejo make-up, sicer ne tako zelo, ampak potrebujejo suh puder oziroma da se jim koža ne sveti na kamero, pred kamero. Zdaj, če so to videi, ki jih vi snimate doma, potem veste, da jaz večinoma za socialna omrežja snimam videe z minimalno make-upa in rešujem tudi večkrat to s kakšnim filtrom. Včasih meni, ko pride, da moram posneti video, ja, jaz moram posneti video. Jaz zdaj nimam časa, da si grem delati make-up. Drugače je, če so to programi, se pravi, je spoštovanje, da imamo mogoče malo več make-upa, če pa so to stvari, ki so na odru, če so poslovne, je spet make-up zelo primeren temu, je minimalističen, ni preveč vpadljiv, ni zdaj nekih čuden barv na vekah in podobno. Če pa smo mi na odru, kot, ne vem, voditeljica, ali če nastopamo na odru, si pa lahko seveda več privoščimo, se pravi, mene zdaj ne boste videli s takimi trepalnicami, ampak če bom pa na odru, v večerni obleki, pa so tudi take trepalnice, ali pa na kakem šutingu, ali pa kakšne stvari, ki so res malo bolj javne in pa drugačne. Tako da, kaj še gledamo pri make-upu? Da nimamo, ko ženske večkrat rade naredimo, da nimamo šminke na zobeh. Ja, vedno pogledamo v gledalo ali pa rečemo nekomu, šminko na zobeh, ne, dajmo to preveriti. Rodolfi mi je dal en ful dober nasvet. Davor Rodolfi je hrvaški pevec, za katerega jaz delam PR že, po mojem, že blizu 20 let. In mi je enkrat rekel, veš kaj, jaz vedno preden grem na oder, si umijem zobe. In sem jaz rekla, ja pa Davor, pa se pač si na odru, pa itak noben ti takole ne pride, pa se ne vidi, ne, pa tudi kamere so ponavadi na odru veliko bolj daleč. In je rekel, ne, pač to je spoštovanje do publike. Kaj pa, če pride kdo blizu? Kaj pa, če me ujame kamera, kot recimo na koncertu ne pride blizu, če pa mi nastopamo na televizijskem šovu, pa pride kamera lahko grozno blizu, tako da se res vse vidi. Ja, no, tako da, ko boste javno govorili, pa ko boste snemali videe, tudi če sem za socialna omrežja, ja, gledajte, da ni kakšne solate pa špinače, ki je za zobmi, ne. Pa tudi to se vam bo najbrž zgodilo, kdaj tudi meni se je že, tako da se zgodi, ne, ampak dajmo se potruditi, da ne, če ni treba. Tako da, evo, make-up, torej primeren priložnosti. In make-up mora biti, ja, make-up mora biti tudi za moške, tako kot za ženske. In je pomembno, kakšen je, ne rabi biti vedno, če mi snemamo torej za skupino, ki je neka notranja skupina, ki nas ljudje poznajo, ali je to video, ki je javen in ga bo videlo večje število ljudi. Ja? In torej, več ko ljudi, večja ko je prireditev, pač več si lahko privoščimo in pa lepše moramo biti. Pač to tak je. Pač, če ne marate make-upa, tudi no problem, če pač to vaš imidž, da nimate make-upa, je res brez problema. Ampak, imejte v glavi, da ljudje vas preprosto ne gledajo radi, če zgledate, kot da ste vstali iz postelje, ste skuštrani, ste brez make-upa, imate podočnjake. In izgledate utrujeni in stari. Make-up vas bo načeloma pomladil, osvežil, ja, in ne boste se svetli in izgledali boste bolj privlačno. To je pomembno, da ljudem na oni strani izgledate bolj privlačni. Ampak iz stališča seveda nekega govorca, zato, da se z vami lažje poistoveti. To je ves point. In v naslednjem videu vam povem končno eno ful dobro zgodbo, da vam bodo te stvari veliko bolj jasne, ker skozi zgodbo boste razumeli, kaj pomeni make-up, urejenost, prezenca, samozavest, obleka, dobra pripravljenost. Ja, presenečeni boste.